Namen lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, ali krajše LAS DBK, ustanovljene pred 5 leti, je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih središč. Njena naloga je, v sodelovanju z dolenjskimi in belokranjskimi občinami, izvajanje strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020. Plod njihovega partnerstva so mnogi uspešno končani projekti, ki danes živijo, nekateri pa so še v izvajanju. V bistvu je bilo v tem programskem obdobju 45 projektov potrjenih, 85% sredstev je že razdeljenih. V letošnjem letu smo dobili pogodbe za 5 novih projektov iz Evropskega regionalnega sklada. Ti projekti so še v fazi, se pravi, še niso začeli z izvajanjem, se nanašajo pa na mobilnost, se pravi mobilno Novo mesto, mobilna Metlika, potem je ureditev območja Radulje, potem se pravi ta novomeški projekt Potko za srečo, kjer gre za igrišče v Češki vasi, ki naj bi se didaktično z prilagojenimi igrali za otroke. Potem tudi na področju kmetijstva, samooskrbe imamo kooperativno kmetijstvo lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina. Ti projekti torej še čakajo na izvedbo, ki jo je zamaknila tudi epidemija koronavirusa, pravi Povšetova. Že slabo leto pa živi podeželski izobraževalni center na Bregu v središču Novega mesta. Trgovina je vseskozi odprta, nudi lokalne pridelke, izdelke in za spominke, tako za lokalno prebivalstvo, kakor tudi goste, ki vstopajo v turistični prostor Novega mesta, in je tudi obogatitev glavnega trga v tem času, saj nudi tudi doživetja in različne turistične programe, usmerjene v igrifikacijo. Seveda smo imeli tega načrtovanega več, toda zaradi epidemije smo vse izvajali v manjšem obsegu. Ta objekt je usmerjen v projekt z roko v roki do kakovostne prehrane, ki poudarja kratko pot oskrbovalnih verig, od njive do mize, od vil do vilic. Predvsem je dan poudarek tudi na javne obrate, javne prehranske verige, ki so velikokrat zapostavljeni. Gre za ciljne skupine v vzgoji in izobraževanju, za bolne in ostarele, tako da pripravljamo v okviru tega tudi logistični center, ki bo povezal vse te pridelke in izdelke. Lokalno razmišljajo in delujejo tudi v metliški občini, ki je z evropskimi sredstvi uredila hišo dobrot Bele krajine. Bila je ideja oziroma potreba v kraju, da veliko ponudbe je in vsi samo govorimo, da bi to ponudbo nekomu morali ponuditi. Nekako smo na občini se odločili, da je smiselno narediti kot prvo točko, v kateri bi se ta ponudba skoncentrirala, ponudniki povezali in tudi kot takšna tudi ponudila lokalnim občinstvu, kako tudi vsem turističnim obiskovalcem, ki pridejo v Belo krajino. V metliškem starem mestnem jedru je tako v začetku poletja zaživela hiša dobrot, promocijsko-prodajni prostor, ki je bil po Nemaničevih besedah zadetek v polno. Rezultati so nadpovprečni. Zato želimo dano zgodbo nadaljevati. V danem objektu želimo urediti tudi prostor, v katerem bi omogočali razne seminarje, delavnice. V objekt bi tudi opremili z infrastrukturo, ki bi pomenila tudi kulinarične aktivnosti, tako da bi tudi se tako imenovana belokranjska pogača pekla na samem placu, na licu mesta. Vse možnosti za nadaljnjo uspešno zgodbo so dane, je prepričan Nemanič. Veliko je ponudnikov in ponudbe. Zanimanje trga in javnosti prav tako. Lahko si upam javno trditi, da so bila sredstva uporabljena smotrno in ciljno. Se pravi smotrno, da smo z danimi sredstvi največ naredili, in ciljno, da je ta zgodba živa in bo tudi trajala, dokler bo Belokranjcev. Ti pa so ponosni tudi na edinstven in ogrožen živalski primerek črno človeško ribico. Tudi projekt črnega močerila, ki so ga izvedli na Jelševniku pri Črnomlju, je sofinanciran s sredstvi LAS. Mi smo zaradi pomena te črno človeške ribice v prvi fazi hoteli izpostaviti
na nek način fenomen te endemične vrste in mislim, da nam je to z izgradnjo tega infocentra in tudi z tem, ko smo lansirali ta sklop naravoslovnih dni, preko katerih naj bi šli pravzaprav vsi učenci srednjih in osnovnih šol Bele krajine, to na en dober način uspelo. Javnost so opozorili na veliko ogroženost te vrste. Še en dober domet tega projekta je pa tudi ta, da nam je tudi s pomočjo, da rečem, društva Proteus, dr. Pluta in še nekaterih uspelo reševanje tega problema na nek način prestaviti ali pa na pomoč priklicati tudi državo, konkretno Ministrstvo za okolje in prostor. Tako da upamo, da bomo v sodelovanju z njimi lahko razvili nov projekt LIFE, ki bi se pa zdaj res lotil te problematike na nekem tem bolj celovitem nivoju. S čimer bi prispevali k ohranitvi tega fenomena, poudarja Hudoklin. Svojevrsten fenomen pa je tudi Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije, projekt, ki so ga sklenili lani septembra. Pripravili smo recimo programe vodenih ogledov, energijsko pot dodatno, izvedli smo številna izobraževanja, delavnice, predvsem za naše zeliščarje oziroma za tiste, ki se že ukvarjajo z zelišči ali pa bi se želeli. Samo območje, s katerim upravljamo, je kar veliko, približno 8 hektarjev, od gozdov, travnikov do seveda teh zelišč, celo muzej na prostem imamo in še ostale vsebine. In zagotovo bo živelo naprej, si pa prizadevamo najti nekega strateškega partnerja, predvsem, ki bi znal osmisliti v poslovnem smislu to priložnost, ki jo zelišča ponujajo, pa tudi vse ostale vsebine. Če lahko doslej omenjene projekte umestimo predvsem na področje narave, pa v Mirni peči razvijajo produkt, ki ima velik pomen za kulturno in družbeno življenje. Sredstvi LAS so uspeli urediti Slakov center. Projekt, s katerim letos seveda nadaljujemo, že pripravljamo stalno zbirko Toneta Pavčka. V sklopu Mirnopeškega Slakovega centra smo uredili tudi stalno zbirko Lojzeta Slaka. Mi imamo sedaj v Mirni peči muzej. Lahko se pohvalim, v 2 letih smo dosegli 20.000 obiskovalcev, kar je zelo lepa številka. Ne spimo, tudi v času korone ne. Stalna zbirka Toneta Pavčka naj bi v sodelovanju z več deležniki uradno ugledala luč sveta 29. septembra 2023 na 95-letnico njegovega rojstva. Vsi našteti projekti živijo in bodo morali živeti še naprej, o njih pove vodja LAS-a. Vsem trudimo, sodelujemo s temi nosilci, tako da nekako moram reči, da ja. Ker moramo vedeti, da kontrola teh evropskih projektov je. Še 5 let po izplačilu zadnjega zahtevka smo tudi imeli te kontrole dejansko na terenu. Sicer pa imajo še 15% sredstev za iztekajoče se programsko obdobje nerazdeljenih. To je približno 300.000 evrov sredstev in predvidevamo objavo 2 javnih pozivov za vsak strukturni sklad posebej. Prvi javni poziv bo objavljen konec novembra. Bodo pa določene spremembe, pravi, saj imajo naložbenih projektov veliko, zato naj bi tokrat dali prednost manjšim. Znesek sofinanciranja maksimalen 30.000 evrov, najnižji znesek 10.000 evrov. S tem, da še zmeraj ostane stopnja sofinanciranja enaka, to se pravi 80% upravičenih stroškov. Prednostna področja bodo samooskrba, razvoj novih podjetniških modelov, urejanje javnih površin, manjša infrastruktura in socialni programi. Predvsem slednjih primanjkuje. Oddaja vlog je predvidena sredi januarja, dodaja Povšetova. Najprej bo razpisanih 200.000 iz Evropskega regionalnega sklada, potem pa januarja nekako pa še en poziv pa iz Evropskega kmetijskega sklada. Tam pa bo manj sredstev, bo 100.000 evrov. Vsekakor vsak od projektov z evropskim sofinanciranjem dobi dodaten zagon pri izvajanju.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je finančno podprla komunalno opremljanje obrtno-podjetniške cone Šentrupert v višini slabih 440 tisočakov, s čimer je zagotovila vse pogoje za začetek naložbe. Občina Šentrupert namerava urediti približno 2 hektara veliko tako imenovano cono pod Farovškim hribom, v kateri že nekaj let delujeta družinski podjetji. Sami smo stopili skupaj, podjetniki, ki smo tukaj v obrtni coni, bilo nas je več, zdaj manj. Infrastrukturo smo naredili, se pravi elektriko, vodo, optiko, sami financirali, dali v uporabo občini. Zdaj pa edino, kar je, čakamo še cesto do občine, da bomo imeli normalen dostop. Ja, hvala Bogu, da se bo zrektali, da na poteh se ste dan dobro ujeli, ko veste, da so same lože. In to lahko avto pereš vsak dan. Da pa stranko pripeljati po takili kozi stez do nas, se pa tudi mislili svoje. Občina bo v sklopu projekta na novo komunalno opremila približno 0,8 hektara površin, ki bodo podjetjem zagotavljala ustreznejše pogoje za opravljanje svojih dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest. Ta investicija, ki je v celoti ocenjena pri 950 tisoč evrov, bo dobila sofinanciranje s strani države v višini 584 tisoč 700 evrov. To pomeni, da bomo dejansko lahko to investicijo realizirali. Dodatna sredstva bojo šla iz lastnega proračuna. Uredili bodo tudi makadamsko cesto do cone in zgradili most čez Bistrico. Projekt je pomemben tudi zato, ker je tudi to prva faza severne obvoznice. To bo pomenilo, da bo ta most dovolil tovorni promet čez Bistrico, kar do zdaj žal ves tovorni promet teče čez središče Šentruperta, tako se bomo začeli izogibati tega tovornega prometa po središču. Kot dodaja, bodo imeli občani iz naselij na severni strani občine lažji in boljši dostop do državne ceste Trebnje-Sevnica. Središče Šentruperta pa bo razbremenjeno prometa. Izvajalec je bil že izbran, na javnem razpisu je najboljšo ponudbo dalo podjetje Gradnje d.o.o. iz Boštanja. Z njimi bi mogoče že ta teden podpisali pogodbo. Rok za izvedbo je 90 dni od uvedbe v delo. Turizem v Zidanicah je izviren in privlačen turistični produkt s pristno ponudbo slovenskega podeželja. Nastanitve v Zidanicah so primerne za vse, ki iščejo in ljubijo mir, neokrnjeno naravo, intimnost, tradicionalno slovensko kulinariko, lokalne in butične izdelke ter dejavne počitnice. Turizem v Zidanicah na območju vinorodne dežele Posavje že od leta 2010 razvija istoimenski konzorcij. Zamisel o povezovanju je med dolenjskimi vinogradniki zorela več let. Za začetek se jih je združilo 30, pravi pobudnik Matjaž Pavlin. V bistvu smo uspeli neke neizkoriščene potenciale te naše Zidanice, ki res tako lepo krasijo naše vinske gorice, smo nekako uspeli povezati, jih dati na turistični trg in jim seveda na ta način omogočiti neko dodano vrednost. V konzorcij je ta hip vključenih 45 zidanic, predvsem na območju vinorodne dežele Posavje, nekaj v Podravju. Kmalu potem, ko je mož prevzel Zidanico, sva v okolici slišala, da se pripravlja zidaniški turizem in sva imela to srečo, da sva se ravno na začetku ustanavljanja konzorcija lahko pridružila tudi z našo Zidanico, da sva je lahko odprla tudi za turizem. Zelo ta prava odločitev je bila, saj so že prvo leto prvi turisti, ki so bili sicer takrat na začetku bolj redki, našo odločitev potrdili, ker čisto vsak je zaenkrat bil zelo zadovoljen. Pri njih namreč sredi vinograda najdejo mir, uživajo v naravi stran od mestnega vrveža. Poleg tega smo lastniki tudi taki, ki jih radi povabimo v klet, se z njimi poveselimo in nazdravimo, zraven povemo tudi kakšno prigodo, vinogradniško ali vinarsko, in so s tem zelo presenečeni, ker je tudi tak način
zelo bolj oseben, zelo tak individualen pristop do samega turista. Gostje, pravijo ponudniki, so z zidanicami izjemno zadovoljni, saj presenečeno ugotavljajo, kako lepo lahko preživijo dopust v zavetju Vinskih goric. Kljub temu, da imajo vse pogoje, skoraj nihče ne pripravlja hrane sam, posebej tujci, oni radi gredo ven, mi jim priporočamo, Kompas je pripravil prav in informacije glede kulturne in naravne dediščine, ki je na destinaciji, kakor tudi katere lokale, kje se dobro je. V zadnjem času je kar nekaj lastnikov zidanic k nastanitvi dodalo savne, masažne kadi in druge sodobne prijeme, ter si tudi s tem zagotovilo podaljšanje turistične sezone. Med temi je mladi par z Vinske Gorice Dolga Njiva pri Trebnjem. Vse skupaj se je v bistvu začelo s to staro zidaničko hramčkom, že približno kakšnih 15 let nazaj, ko je moj dedek vse skupaj, rečemo temu, dal meni v roke, tako vinograd kot zidanice in urejanje okolice. Čez leta sem videl, da bi mi ustrezala malo večja zidanica, tudi da se da prespati in vse, in sem začel približno 5 let nazaj graditi tole. Zidanice sem gradil dosti po modernih standardih, po stvareh, katere so bile meni všeč, in potem sem praktično isto zadevo ponudil na trg. Sam je izdelal tudi izvirno notranjo opremo, v zidanico, v kateri je videl velike potenciale, pa povabil prve goste konec junija letos. Odziv predvsem domačih obiskovalcev, mlajših parov ali družin je bil izjemen, pravi, tudi na račun turističnih bonov. Že preden sem začel oddajati, sem se včlanil tudi v konzorcij, tako da mi tudi Kompas Novo mesto oziroma konzorcij zidanic pomaga pri trženju zidanice. Absolutno jaz tukaj vidim ogromno prednost, tudi začetna pomoč pri urejanju vse birokracije, vseh dovoljenj, vse, kar pride poleg tega, ker pač prvi koraki v turizmu znajo biti kot pri vsaki drugi zadevi težki. Konzorcij Turizem v zidanicah beleži letos kljub pandemiji zelo dobre rezultate. Zidanice so bile namreč vnovič rekordno zasedene, predvsem zahvaljujoč turističnim bonom. Če so v minulih letih v njih gostili več kot 80% tujih gostov in zgolj 20% domačih, je bilo letos ravno nasprotno. Nenazadnje pa imajo naše zidanice tudi odlične odzive. Na Booking.comu praktično nobena zidanica nima manj kot 9 svojo oceno in to je res izjemno. Mi vsako leto beležimo rast. Rast je bila približno tam 30%, mi gledamo rast na nočitve. Medtem ko letos je pač preskok izredno velik. Mi smo imeli v letošnjem letu, glede na to, da je kazalo izredno slabo sezono, tam marca, ko smo imeli od 80 do 90% stornacij, smo na koncu, se pravi zdaj na koncu oktobra, beležimo približno 60% rast glede na lansko leto, kar se tiče samih prihodov gostov. Izvirni turistični produkt Turizem v zidanicah je na letni konferenci Evropske kulturno-turistične mreže v konkurenci 13 turističnih produktov iz vse Evrope prejel prvo nagrado kot destinacija trajnostnega in kulturnega turizma. Nagrada v kategoriji Vinski turizem 2020 je izjemno priznanje, obenem pa spodbuda in priložnost, da dvignejo ponudbo zidanic še na višjo raven, so prepričani člani konzorcija. Mi vidimo pač rast, je pa razlika predvsem v tem, da slovenski gosti tukaj ostanejo 2 noči, 3, mogoče kar 4. Se pravi, res je, da imamo veliko število gostov letos, vendar so te dolžine bivanja veliko krajše, kot so bila prejšnja leta. Vsekakor je bilo ključno oblikovanje modela razpršenega hotela, poudarja Pavlin. Se pravi, Kompas je nekako pooblaščeni tržnik, sobe oziroma zidanice pa so v radiusu par 10 kilometrov okoli razpršene. Potem drug razlog za nagrado je tudi gotovo, da se zelo povezujemo z lokalno skupnostjo. Turisti, ki prihajajo v zidanice, oni seveda večinoma ostajajo v zidanicah samo čez noč, čez dan pa seveda radi raziskujejo lokalno ponudbo, destinacijo, celo Slovenijo tudi. Prejeta nagrada na evropskem razpisu članom konzorcija pomeni veliko, saj izpostavlja dosežke in prepoznavne turistične produkte v posameznih evropskih turističnih destinacijah. Nagrada bo morda spodbuda za nove lastnike zidanic, da se jim pridružijo. Mislim, da se vsi bojijo teh birokratskih
mlinov, ki so pri nas nekoliko počasnejši, ampak tudi tukaj se je nekoliko šla država naproti, se da zdaj nekoliko hitreje tudi kakšno legalizacijo hitreje sprovesti, tako da se da. Pavlin zato poziva lastnike zidanic k razmisleku o tem, kako jim lahko dvignejo dodano vrednost, saj se jim bo vlaganje vanje slej ko prej splačalo. Številka 45 je pravzaprav premajhna, mi bi se želeli, da bi imeli vsaj par 100 zidanic. To bi imelo dobre in pozitivne učinke za vse nas, kajti v končni fazi imamo zdaj 200 ležišč. S temi 200 ležišči mi nismo kakšna resna ponudba na turističnem trgu. Vseh 45, ki nas trenutno je na tržišču, se povezujemo, tudi želimo si, da bi sosedje, mogoče, ki imajo zidanico zraven nas, da bi se tudi nam priključili, ker to je tudi v bistvu dodatna promocija za nas in nikakor ne moremo biti konkurenca. V konzorciju so prepričani, da bodo zidanice v prihodnjih letih eden najbolj prepoznavnih turističnih produktov Slovenije, a se zavedajo, da imajo še veliko manevrskega prostora za izboljšanje poenotenja in dvig kakovosti ponudbe. Mogoče razmišljanje, da Slovenija ni destinacija sama po sebi, ampak da smo destinacija Evropa in da lahko imamo tukaj gosta za dlje časa, da potuje izven naših meja. Mislim, da tukaj je velika rezerva, plus definitivno kakšna dodatna ponudba ne bi škodila. Prav tako več povezovanja ponudnikov. Predvsem pa ciljamo na neke goste, ki živijo v mestih, ki živijo neko natrpano življenje, ker tukaj res prideš pa se odklopiš že s samim pogledom, kaj šele, če tukaj bivaš kakšen teden, ne si morate misliti. Ptički jim pojejo, to velikokrat dobimo kakšne komentarje, da niso slišali še ptiče pet v svojem življenju, tukaj pri nas so pa jih, pa da lahko opazujejo naravo, da se lahko gibljajo prosto zunaj. Veliko prednosti torej, ki jih je treba vedno znova izpostaviti.